ZDUS se bo še naprej usmerjal za svojo dejavnostjo za gmotni položaj, socialno-zdravstveno varstvo, bivalni standard in s tem tudi nadaljeval našo humanitarno dejavnost. V zvezi s tem je ZDUS pripravljen v okviru svoje dejavnosti število komisij in pa tudi delo na terenu, saj imamo 506 društev v vsej Sloveniji in 13 pokrajinah. Seveda, ker imamo danes goste, bi je želel, mene bodo še dosti slišali, goste bojo pa malkrat tukaj, ali pa tudi kdaj, tudi po potrebi, če bomo poklicali, to so danes obljubili, da so vedno razpolago, seveda do zdaj so dobro sodelovali in gospa ministrica Milojka Kolar, kada smo jo poklicali, gospa doktorica Anja, ministrica za delo in pa še tudi oba ministra in pa oba sta tudi strankarska prvaka. To je tudi dobro, ker brez politike tudi ZDUS ne more ustrezno eksistirati. Tako da jaz bom končal in seveda bom jaz dal predajo besedo zdaj gospodu Karlu Erjavcu na moji desni strani, da še on morda par besed pove, pa boste pa bi vprašali. Hvala lepa tudi z moje strani, vsem lep pozdrav. Zveza društev upokojencev Slovenija je največja civilna organizacija, morda je Planinska zveza zelo blizu in seveda upravlja izjemno pomembno družbeno nalogo in sicer varovanje starejših upokojencev. Vemo, da tukaj imamo negativne demografske trende in da se moramo tudi kot družba prilagoditi tem trendam. To se pravi, da moramo upoštevati tudi starejše upokojence, zlasti pa zaradi njihovega minulega dela. Večkrat sem poudaril, upokojenci so tisti, ki so zgradili to državo. Ne nazadnje, tudi ta prostor, tukaj hotel Delfin, kjer praznujemo 35 let, je rezultat minulega dela naših upokojencev. In politiki smo dolžni zagotoviti, da bodo imeli na starost človeka dostojno življenje. In to je cilj, ki ga zastopam kot prvak ene od strank. Moram pa pohvaliti sodelovanje Zveze društev upokojencev Slovenije, zlasti, kar se tiče projekta Demografski rezervni sklad. Mi menimo, da je ta projekt izjemno pomemben, zlasti za bodoče generacije upokojencev. In tukaj je naša ideja, da tisto državno premoženje, ki so ga pravzaprav ustvarili upokojenci, da bi ga dali v ta demografski rezervni sklad in olajšali financiranje potreb starejših, ker vemo, da pokojninska blagajna ima vedno določene težave. Mi vidimo tukaj kot amortizer teh negativnih demografskih trendov. Sicer bi pa predsedniku Zveze društev upokojencev, gospodu Sušniku, čestitil za odlično delo, čestitil tudi za nagrado Evropski državljan, ki je ZDUS prejel letos v Bruslju in sicer v okviru projekta Starejši za starejše. In to je eden od projektov, ki dejansko konkretno kaže, kako se soočiti s demografskimi problemi. Da ne bom predolg, jaz bi predal besedo nazaj predsedniku, ob tej priložnosti bi pa tudi zaželil mirne praznike, veliko zdravja in še na dobro sodelovanje tudi v naslednjem letu. Bi mogoče kar ministrica za zdravje, par bi se rekla, možno pa prišla. Zelo ponavljala, jaz rešim na vaše vprašanje odgovarjam, ker so očitno, da vedno oblegate, kjerkoli se pojavim. Pa vendar dva stavka na kratko, kot sem že v uvodnem pogovoru dejala, je Zveza društev upokojencev zelo pomembno civilno gibanje prostovoljstva, ki v slovenski družbi, predvsem med starejšo populacijo, pravi ogromno delo. Vi sami veste, kakšni so podatki tekom cele mreže, ki jo imajo ta Zveza društev upokojencev. Mimogrede tudi prejšnje vodstvo, s katerim sem sodelovala tudi kot prostovoljka in že upokojenka v nekaterih projektih, sem od blizu videla, kako to sodelovanje poteka.
In zaradi tega sem vsem izredno hvaležna, vsem članom in se jim zahvaljujem, ker opravljajo neprecenljivo delo in smo tudi v sklopu evropskih držav z tega vidika nekako unikatni. Jaz zelo veliko polagam tudi na delo tako prostovoljcev pri formalni pa tudi neformalni oskrbi na domu, ki je predvidena z novim predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, seveda z ustreznim izobraževanjem, pomočjo. Kajti brez te oskrbe in brez vaše pomoči oziroma pomoči te populacije ne bomo zmogli bremen tako hitro starajoče se populacije. Zaradi tega želim vse dobro in veliko zdravja. Bom pa rajno voljo še za vprašanja. No in mimogrede tudi lahko povem še, da je v predlogu rešitve zakona o zdravstvenem varstvu predvideno, da bi ob nadomestitvi dopolnilnega zavarovanja več kot 80% upokojencev plačalo manj, kakor plačajo dopolnilnega zavarovanja. Torej manj kot je 28 evrov, kar mislim, da je pa tudi pomembno sporočilo, s katerim se na Ministrstvu za zdravje zavedamo, da so mnogi tudi v stiskah, da imajo nizke pokojnine in da tudi breme tega plačila dodatnega za zdravstveno zavarovanje mnogim pomeni kar velik znesek. Hvala. Hvala, predsednik. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sam bi se rad zahvalil Zvezi društev upokojencev Slovenije, tudi zaradi vašega zelo sistematičnega in načrtnega dela smo letos prišli do minimalne pokojnine, od katere ima korist vsaj 50 000 ljudi. Letos smo korigirali varstveni dodatek, tudi to je posledica vašega dela in imamo pa neko tudi izkušnjo, da pametni politiki usklajujemo zakonodajo z vami. Ne rinemo za glavo skozi zid, zato ker ta zakonodaja ni pomembna za to, da imamo politiki si da pokazati, kaj smo naredili ali pa ne, ampak da ljudje živijo bolje. In zato je potrebno usklajevati in uskladiti zakonodajo tudi z vašo zvezo in predsednik tukaj ti najlepša hvala. Pa še eno misel mi dovolite. Pogosto vprašanje, ali lahko imajo ali naj imajo korist od gospodarskega razcveta te hitre, velike gospodarske rasti bruto domačega proizvoda tudi upokojenci. Odgovor je ja, zahteva upokojencev je povsem legitimna, če v državi raste, če rastejo plače, je povsem legitimno, da se korigira tudi položaj upokojencev in tukaj lahko predsednikom samo zagotovim, da imate vso našo podporo. Hvala. Hvala. Še en lep pozdrav z moje strani, kot je bilo že povedano, kar nekaj zakonodajnih predlogov je bilo sprejeto skupaj. Jaz bi se na tem mestu, ker je danes dan ZDUS-a, zahvalila ZDUS-u in predvsem vsem njihovim prostovoljkam in prostovoljcem za opravljanje izjemnega dela na terenu. Namreč država lahko oblikuje ukrepe, lahko oblikuje programe, vendar brez tega, da je dostopna in da pride vsakodnevno sobo, če se tako izrazim, ne more biti uspešna in učinkovita in tukaj brez ZDUS-a enostavno ne gre. Pa sem jaz ponosna, da ste dobili tudi čestitke za res lepo nagrado Evropski državljan leta, pri čemer sem ponosna na to, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že vsa ta leta finančno omogoča ta program starejši za starejše, ki ima izjemno veljavo in ga bo potrebno v prihodnje tudi razširiti, tako da računamo na znanje in predvsem to, da je ZDUS tista organizacija, ki je najbližje slovenskim upokojenkam in upokojencem, tudi pri nadaljnih širitvah tega programa in predvsem pri upeljavi tako imenovane e-oskrbe v domove, ker bomo morali za tiste, ki ostanejo doma, poskrbeti, da bo njihova varna starost čim večja in da predvsem, da nam bo ZDUS pomagal v seznanjenju starejših ljudi z novo informacijsko tehnologijo in zmanjševanje strahu do le-te, da bomo lahko zagotovili te nove pridobitve tehnološke, da bodo v vsakem domu. To nas čaka še en pomemben projekt v naslednjem letu. Tako da čestitke za vaše delo in v vašem dnevu.
Najlepša hvala. Hvala vsem govornikom, sedaj pa še za novinarsko vprašanje, vse ostale pa lepo prosim, da počakajo po zaključku novinarske. Izvolite. Kakšno vprašanje? Ne? Potem je pa to najlepša hvala govornikom. Mirno vabljeni na torto. Skupaj.